Jerzy Kočica je za mene zelo zanimiv avtor že kar nekaj časa. Moram pa reči, da sem ga osebno spoznala pred kakšnimi 8 leti. Prej sem spremljala njegovo delo, intenzivno, zelo. Še posebej zato, ker sem izbirala v zadnjih 20 letih avtorje, ki pišejo poezijo, kiparijo, slikajo ali obratno. In ne boste verjeli, Jerzy Kočica je eden izmed tistih avtorjev, ki piše tudi poezijo, se ukvarja z etiko, estetiko, eseji, pisanjem, skratka zelo široko razvejano miselnost v umetnosti. In v takratnem srečanju na razstavi Poetika v Slovenj Gradcu je nastopil dejansko z drevesci, je nastopil z verzi, ki so napisane bile v posodice, in v te posodice je on nasejal zemljo, v to zemljo je nasejal določene rastline in to na razstavi poleg svoje poezije tudi poklanjal. Skratka, njegovo delo je vedno zasnovano na ta način, da dela dobro za ljudi, da razmišlja o ljudeh. In midva sva potem naredila kar nekaj razstav. Zadnja, ki je pa zelo pomembna bila in del te razstave je tudi v tem razstavišču, je bila njegov koncept postavitve v Preglovem centru, to je del Kemijskega inštituta, pred nedavnim postavljen, ko je na intenziven način pokazal svojo različno ustvarjalnost. To se pravi, da je v prostor, ki je visok 10, 15, 12, 15 metrov, začel za skulpturo spodaj, ki je v kamnu izklesana, to se pravi avtor, za katerega mislimo, da je konceptualist, za katerega mislimo, da na nek način ustvarja minimalistično drugače, je to dejansko čisto klasično slikarstvo, klasično kiparstvo. Seveda, ko vidimo to skulpturo potem do vrha, kjer deli v nadstropjih sicer še manjkajo, ampak pridemo do vrha, je ta nek način drugačna ustvarjalnost nagrajena s tem, da vidimo naenkrat iz gela narejeno figuro, spet totalno upodobljeno figuro, ki nadgrajuje celo skulpturo. Ta skulptura sicer še ni končana, Jerzy Kočica upa, da bojo sredstva še našla in da se v naslednjih letih to tudi počne. Zanimivo pri tej razstavi je to, da me je najbolj pretreslo, ko sem malček pred tem, ko so se pogovarjala o konceptu za razstavo, šla v Grosuplje po nekih drugih opravkih, v neko založbo in na krožišču zagledala samo gole palice, na krožišču, ki je imelo eno najlepših skulptur v Sloveniji, to se pravi palice z odtisi, v bronastimi odtisi rok domačinov iz Grosupljega. Seveda je Jerzy mi potem povedal, da je šlo za zelo grob poseg v njegovo skulpturo. Skratka, vse, kar je bilo v bronu, so pokradli. Del te razstave, to se pravi del tega projekta, tega izničenja pravzaprav, je potem pred kakšnim mesecem bil prikazan tudi v Cankarjevem domu na eni od Jeržijevih zadnjih razstav. Del vsega tega, kako razmišlja, kako čuti, kako ustvarja z vsemi temi elementi, kar jih tukaj vidimo, je pa na tej razstavi. Kaj več pa naj pove avtor. Koncept te razstave je v bistvu neke vrste prenos stvari iz Preglovega raziskovalnega centra z določenimi dodatki, zaradi tega, ker pač je galerija res korenito različna
v prostorskem smislu tistega, kar je pač v Preglovem centru, ker tam je namreč vse postavljeno po vertikali. Tu je pa galerija zelo zahtevna, no, ker je ta krožen prostor z temi delitvami različnih stebrov in potem en prostor na eni strani, drug prostor kot neka celovitost. In tisto, kar je bilo meni zanimivo, je se pravi iskati neko medsebojno povezavo med tistim, kar je neka klasična izhodišča. Se pravi, to je zelo podobno kot v Preglovem centru, tudi klasika v spodnjem delu. Tu je klasika v tem delu, kjer je krožen, zaokrožen, središčen. In sicer gre za skulpture, ki so zelo na visokih palcah, na rokah otroške figure. V bistvu igral sem se s tem, da pravzaprav mi z našim običajnim horizontom skoraj da ne moremo videti v redu te figure, zato so zraven tudi postavljene lestve, da lahko pač si človek, ko gleda figuro, si more na nek način spremeniti svoj lasten horizont, se pravi s svojim lastnim telesom se more premakniti. In tisto, kar mi je bilo pa še nek dodaten metaforičen moment, je pa to, da pravzaprav mi, kadar imamo otroke ali pa vnuke, mi ne vidimo njihovega horizonta. Mi nikoli v bistvu z našimi telesi ne bomo mogli pravzaprav v njihov horizont. Zato, ker bomo recimo pri vnukih ali pa pri pravnukih že skoraj definitivno umrli in tako rekoč smo vedno izven njihovega horizonta v časovnem smislu. Druga postavitev je en sam kip, to so prerokinje, ki so narejene s programom za delati skulpture v računalniku. To se mi zdi sploh zanimivo, zaradi tega, ker gre za čist relativno nove tehnologije, vsaj zame, no. Zdaj mogoče res nekateri friki že to delajo že kar nekaj časa, ne. Meni je bilo to novost in se mi je zdela zelo zanimiva reč in se mi je zdelo tudi, na kak način se odpirajo neka nova vprašanja in v smislu čist pomenskosti in v smislu tehnologije, ker namreč te figure so potem sprintane s 3D printerjem, sicer z zelo navadnim 3D printerjem, ima samo en material. Gre pa za figure nosečih žensk, ki so vpete noter v gelčke, dvakrat vpete, no, se pravi v en gel, ki je odtis roke, pa so pa noter v tem gelu še gelčki, s katerimi analizirajo proteine. Se pravi, tu konkretno gre za proteine, ki jih pol uporabljajo v zdravstvu ali pa na splošno medicini. Od spodaj stojijo pa na steklenem podstavku, od spodaj so pa odkružki od zavrženih nagrobnih spomenikov in sicer samo črke ACTG, ki pač predstavljajo bazne pare pri DNK. In gre torej za neko vprašanje, do katere mere bomo mi lahko naše otroke zdizajnirali, ali pa naše vnuke, ali pa naše pravnuke zdizajnirali v smislu, da jim bomo določili neka določena lastnosti, določene lastnosti pač vnaprej. In zdaj do ene mere se to že dela, ne. Namreč še bolj hecno vprašanje je pa, ki se ga lotevam na nek način, je pa to, koliko od teh lastnosti, ki jih bomo mi mogoče enkrat določili, jih zdaj v bistvu
jih zdaj na nek način se sprašujemo o njih na en hecen način, namreč recimo s tem, da določene pomanjkljivosti vzamemo kot nekaj, kar more biti sprejeto v nek določen krog, kljub temu, da so te pomanjkljivosti naravne, a ne, jih mi skušamo na nek pravičen način urediti pol, a ne. In zdaj recimo v bodočnosti, če boš ti lahko svojega otroka zdizajniral, ali boš tudi te pomanjkljivosti vpel noter, ker boš vedel, aha, sej itak bojo te pomanjkljivosti potem odpravljene z nekimi socialnimi, pa takimi in drugačnimi korektivi, ne? Ali boš rekel, ne, jaz nočem imeti takega otroka, vnuka in tako naprej, ker te pomanjkljivosti niso v redu za evolucijski razvoj ali pa kaj takega. Se pravi, v bistvu gre za neko vprašanje nekih, na nek način so to etična vprašanja, no. Po drugi strani so pa to vprašanja, ki so stvar bodočih zakonov ali pa, ja, tako, vsaj v tem smislu, ne. No, potem je še ena skupina odtisov rok, kjer v bistvu v gelih so noter te gelčki za sekvencioniranje DNK pa za analiziranje proteinov in gre za odtise rok, ki so odsvetljeni od spodaj, tako da se lepo vidijo prstni odtisi. Namreč spet gre za to vprašanje identitete, vprašanje tega, kaj izročamo naslednikom. Noter so večkrat tudi semena kulturnih rastlin, to je tudi nek odmev teh vprašanj, recimo kako semena zmodeliramo ali pa jih spravljamo v nek kontekst kulture ali pa civilizacije. No, potem je pa še ena skupinca treh skulptur, ki so narejeni iz enega takega zanimivega materiala, iz geopolimera. Pri tem mi je pomagala žena, ki se pač ukvarja čisto profesionalno kot kemik z geopolimeri. In gre pa za zanimiv material, namreč, ker po eni strani je to zelo nov material. Tam v 60-ih se mi zdi, da so nekako ga začeli malo bolj razvijati. Zdaj v zadnjem času pa postaja zelo popularen, zaradi tega, ker lahko v ta material zelo veliko odpadnih materialov vključujemo, ne na škodo lastnosti materiala, ker so pač večina je narejeno iz pepela pa iz peska. No in znotraj tega materiala so zelo mali kipčki, ki so nekakšen odmev, bi rekel, teh prazgodovinskih malih kipčkov, venerc, nekih amuletov. In ti kipčki so vedno ali držijo ali pa so, recimo, en je naprimer leži na semenu. Se pravi, so vedno semena tudi noter vključena. In ker mi te kipe ne vidimo, so potem narejeni, je potem narejena tomografija. Tomografija, se pravi, tomografija nam kot nek sodoben tehnološki način omogoča, da mi pravzaprav vidimo te figurce potem na projekcijah, ki so zraven teh skulptur. Skulpture so pa narejene, se pravi oblikovane čisto, bi rekel, modernistično, minimalistično, gre za krogle,
stožce, zdaj tu konkretno je en kvadr, krogla pa bal. In gre tudi za to razmerje recimo izginjanja pa spet nazaj iskanja figuralike kot neke take stalnice v upodabljanju pač skozi zgodovino. To je pa ena zadeva, ki je v bistvu isti koncept kot te geopolimerčki, se pravi, da so figure noter v podstavku ali pa v neki modernistično oblikovani formi. Namreč tudi podstavki so v bistvu zelo modernistična stvar, se pravi, pojavijo se pravzaprav taki, kot so danes nam znani, beli ali pa črni, kocke ali pa kvadri, se pojavljajo tam konec 19. stoletja in prej so bile to figure, ali pa kipi so bile vidno oblikovani na ta način, da je podstavek že bil delno oblikovan vsaj, ali pa so prt dali čez, ali pa se pravi, tako lepo so aranžirali kip, ki je bil ponavadi figuralika. Pa so pa v bistvu s tem okleščenjem teh aranžerskih momentov so prišli do te čist gole kvadrne forme, brez vsega in tudi potem so seveda figuralika se je oklestila do te mere, da pravzaprav je izginila skoraj v modernizmu. In zanimalo me je, koliko je recimo te figuralike na nek način v vsakem od podstavkov še noter vključene in koliko naj noter pogledamo v te modernistične načine razmišljanja, ko gremo noter v te načine razmišljanja, pravzaprav vedno znova pridemo do nekih klasičnih postulatov, bi rekel skoraj grških ali pa rimskih, recimo pogojno rečeno. In se mi zdi tudi v filozofiji, v tem smislu je pač ena taka igra med tem modernizmom pa med tem notranjim klasicizmom, recimo.